spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. V imenu knjižnice Brežice vam izrekam dobrodošlico in vas pozdravljam na literarnem večeru, ki ga organiziramo v sklopu projekta Posavci beremo skupaj. Projekt je drugi skupni nastop knjižnic Posavja na področju bralne kulture. Poteka na vseh enotah knjižnice Brežice, Valvazorjeve knjižnice Krško in knjižnice Sevnica med 21. marcem in 20. novembrom 2012. Po uspešno izvedenem projektu v lanskem letu, združenimi močmi in širšim pristopom bralnega obzorja, nadaljujemo s projektom in našim bralcem zopet ponujamo izvor kvalitetnejšega leposlovja, s katerim so naporedno osvetljeni tako domači kot tuji literarni ustvarjalci. Nocoj gostimo enega od naših ustvarjalcev, ki se po neverjetno uspešnem prvencu Čepuri Raus, tudi v drugi knjigi z naslovom Jugoslavija moja dežela, še vedno ukvarja s priseljenci iz nekdanje Jugoslavije. Kot vsako državo, ljudje, ki živijo v njej, doživljajo drugače, odvisno od njihovih zgodb, od položaja v določeni družbi. Tako da Jugoslavija vsekakor ni bila tako enostavna, preprosta država, da bi lahko jo nekako posploševali in rekli, da je bila takšna ali drugačna. Različni ljudje so v Jugoslaviji različno prosperirali. Jaz mislim, da za nek delavski razred, recimo, da je bila veliko prijaznejša država od marsikatere današnje surove kapitalistične družbe. Spet za ene ljudi je bila svojo ureditvijo politično seveda manj prijazna kot pa mogoče neka demokratična družba. Tako da težko bi rekel, da ustreza kakršnim koli trenutno veljavnim nekako standardom. Eni jo gledajo precej olepšano, spominjajo se, ko so bili mladi in so se imeli fajn, drugi seveda se spominjajo nekih slabših stvari. In jaz mislim, da je po 20 letih od razpada te države čas, da nekako začnemo sestavljati te različne podobe, ki jih ljudje o Jugoslaviji nosijo v sebi. Jugoslavija je imela v tistih časih, vsaj kot jaz vidim, stvari nekako eno zelo hvaležno pozicijo za mnoge stvari, neke države vezi med vzhodom in zahodom, med nekim kapitalističnim in komunističnim svetom. Tako da bila je veliko večja od današnjih držav, pa še v bistvu njena pozicija v neki mednarodni skupnosti je bila tudi zaradi Titovih potez, ne nazadnje zaradi Zveze neuvrščenih in drugih njegovih zunanje političnih potez zelo presegala samo velikost države. Zdaj seveda, Tito je bil za to po eni strani zaslužen, je bila pa dejansko tudi to ena pisana družba, ki je imela zelo živahno kulturo, ne nazadnje filmi, glasba, literatura nekako so prehajali zlahka meje Jugoslavije. Skratka, dejansko ni bil samo tista politična komponenta, ni bila edina, ki je nekako bila prisotna na svetovnem zemljevidu. Danes ne samo smo mi tako politično kot kulturno nekako vseeno odrezani, se mi zdi, malo od sveta in če mogoče tiste politične moči v bistvu nihče od nas pravzaprav ne pogreša, se mi zdi pa, da nekako ta vpliv kulturni, ki ga je Jugoslavija, njeni avtori, filmski, literarni in tako naprej, vseeno imela, tisto pa v bistvu vseeno malo bi nam tega nam ne bi nič škodilo, če bi. Mislim, da v sami ideji teh dveh, skupnosti nekih narodov vse obstaja neke ideje. Konec koncev ta ureditev, kjer ima človek neko ožjo domovino, ki je njegova nacionalna domovina, in neko širšo domovino, kjer je neka skupnost narodov,
To je v bistvu zelo sorodna ideja, ne. Seveda znotraj tega se je politično povsem različno in sistem in družbena ureditev, ampak ta osnovna ideja, tu pa se dajo zlahka vleči neke vzporednice in mislim, da tudi z tega stališča je mogoče razumeti tudi te zaskrbljenost, kjer danes spremljamo razvoj Evropske unije in vsi v bistvu nekako ugibamo, ali bo preživela ali ne. No, če najprej odgovorim na to slednje vprašanje, jaz si nekako ne pri prvi, ne pri drugi knjigi nekako nisem zamišljal ciljne skupine bralcev. Nekako si nisem upal, ne. In dejstvo je, da pač tako kot si pri prvi knjigi Čefurji Raus nisem mislil, da bo to pritegnil tako širok krog bralcev, si potem ravno zaradi na podlagi te izkušnje še manj nisem upal sploh napovedati, kakšne bralce naj bi pritegnila ta druga knjiga, ne. Ideja je bila govoriti o nekih stvareh, za katere se mi je zdelo, da trenutno predvsem malo o njih govorimo, sploh pri nas, da nekako o teh posledicah vojne na Balkanu, nekem širšem prostoru se nekako premalo govori, da mogoče je prišel čas, da spregovori o tem tudi moja generacija, ki se v tej vojni je zaradi svoje takratne starosti ni mogla aktivno sodelovati, je pa čutila njene posledice in bila na nek način del te zgodbe. In z tega stališča se mi je zdelo vredno o tem govoriti. Jaz sem se trudil narediti to knjigo tako, da bi pritegnila tudi ljudi, ki jih ta tema ne zanima tako zelo kot mene, ne. Zdaj, ali mi je pa to uspelo, po zdajšnjih odzivih bom rekel, da do neke mere sigurno uspelo, ker vidim, da zelo različni ljudje se zatekajo v tej knjigi, ne, mogoče vseeno malo starejša publika kot pri Čefurjih. Je pa res, da tudi pri Čefurjih je kar nekaj časa trajalo, preden je knjiga prišla do mladih, ne, tako da tudi tu je še nekaj časa in bomo videli, mogoče pa je tudi ta publika Čefurjev Raus zdaj v teh letih, ko jaz nisem ustvarjal, malo odrasla z mano in mogoče jih zanima malo resnejša stvar. No, nisem veliko razmišljal o polemikah. Vsak avtor seveda želi, da bi njegova knjiga, da bi se zgodba o njegovi knjigi ne končala s tem, ko bralec odloži knjigo. Čeprav se mi zdi, da to je tisto glavno in zato ustvarjamo in da ta poglavitni namen kljub temu zasežen. Ampak vsi si potihem želimo, da bi šel ta proces naprej, da bi še nekaj se spodbudilo. Zdaj, po moji izkušnji s Čefurji, ko je ta zgodba bila res velika in ko se mi zdi, da je res dosegla knjiga več, kot sem si jaz lahko sploh želel, sem nekako vedel, da tukaj te zgodbe vsaj v takem obsegu ne bo, ne, in tudi ni bil to moj cilj, ne. Jaz sem si pa želel, da bi se o teh stvareh pogovarjali, ker se mi to zdijo pomembne stvari. Še vedno pač knjiga ni prevedena v nobenega od srbo-hrvaških jezikov, tako da tudi ne vem, kako bodo zdaj tamkajšnji bralci reagirali. Zdi se mi, da tam so te teme in te debate še toliko bolj aktualne in primerne in zaželene. Zaenkrat pač mislim, da je tudi nekako časovno se poklapla zdaj 20-letnica razpada Jugoslavije, tako da se neke te teme same od sebe odpirajo, neodvisno od moje knjige. Tako da jaz mislim, da so vse te stvari dobrodošle, dokler pač ne ratejo preveč spolitizirane. Tu je pa vedno pač nevarnost, da pač zaidemo na neko pri teh debatah neko politično pregovarjanje, pro et kontra, spet črno-bela slika, ne, čemur se moja knjiga izrecno želi izogniti. Tako da v enem trenutku tu se avtor vsak razvojeno osebnost. Hkrati si želi teh debat, hkrati ga je pa strah, kakšne debate bi se iz tega lahko razvile. Tako da jaz bom rekel, da kljub temu pa vseeno upam, da pa do neke vrste debat bo prišel, da bo sprožila tudi ta knjiga neke zunaj literarne dogodke.